Zdaj pa bom na oder povabim Tanjo Goldnik. Ona je diplomirana psihologinja, trenutno upravlja magisterij, zanimajo pa predvsem nevropsihologija, že od srednje šole pa se zanima tudi za prehrano in njene učinke na telo in duševno zdravje. Danes nam bo pa več o vplivu zdrave prehrane na telo in možgane povedala v predavanju z naslovom Food za mood, torej kako optimizirati zdravje možganov in telesa s prehrano. Tako da predajam besedo Tanji. Takole, lepo pozdravljeni še enkrat iz moje strani, pa kar začnimo. Čudoviti, kompleksni, vsestransko zmogljivi. Vse to je 1,5 kg težko gobasto tkivo v naši glavi. Izvršni direktor, ki nadzoruje vse. Izvršni direktor, ki nadzoruje vse, kako se vedemo, kako mislimo, celo kako se počutimo. So zelo potrošni, a hkrati tudi učinkoviti. Za dnevno funkcioniranje potrebujejo zgolj 400 kalorij. To je približno tortica v pohorski kavarni. Poskusite vaše računalnike poganjati na tortice. Danes si bomo pogledali, kako optimizirati zdravje možganov in telesa s prehrano. Marsikdo namreč ni verjel, da bi bili možgani tisti nadzorni center, eden in edini, ki bi nadzoroval vse procese, vse organe, vse, kar se dogaja v našem telesu. Zato se je v akademski sferi nekje v zadnjih desetletjih izoblikovala druga ideja, in sicer, da obstajajo drugi možgani. Potrebujete dokaz? Ko si lačen, si ful drugačen. Tako se je v zadnjem desetletju izoblikovala ideja o tem, da črevesje z svojim bogatim ekosistemom, ki ga naseljuje okoli trilijone bakterij, vpliva tako na fiziološke kot tudi psihične procese. Okvare v njegovem delovanju pa vodijo v številne bolezni. Od somatskih, kot so recimo diabetes, kardiovaskularne bolezni, do težav z prekomerno težo, kot tudi do tistih bolj psihiatričnih, shizofrenija, depresija, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva demenca in tudi motnje hranjenja, če naštejem jih zgolj nekaj. Vsi v tej sobi in tudi nadaljavo imamo nekaj skupnega. Vsi smo 9 mesecev preživeli v zelo sterilnem okolju. Nato pa smo, takoj ko smo se rodili, nas je začela obdajati nevidna odeja bakterij, ki so prišle iz materinega porodnega kanala. Te bakterije so se razmnoževale, rasle, dokler niso nastale 1,5 kg težek organ, ki mu pravimo črevesna mikrobiota. Te bakterije so se tako zelo razmnoževale, da je okoli 90% celic v našem telesu bakterijskih in zgolj 10% človeških. Tako da tehnično gledano, danes bolj predavam bakterijam kot ljudem. Ampak dobro, to je kompliment, ker bakterije upravljajo številne zelo koristne procese v našem telesu in lahko bi rekli, da ni procesa, kjer ne bi bile vpletene. Med drugim razgradijo hrano, ki je naše telo ne more, delajo hranila, vplivajo na imunski sistem, znižujejo vnetje v telesu, ki, kot bomo videli kasneje, je skupni imenovalec številnih bolezni. Zdaj možgani. Možgani imajo takšne celice, ki se imenujejo nevroni. Nevroni pošiljajo sporočila v telesne možgane, kako naj se vedejo. Tako kot šefi, ki pošiljajo maile, kaj je potrebno delati v tistem delovnem dnevu. Vendar informacija ne more biti samo enostranska. Zato poteka dvosmerno preko avtoceste, ki jo pravimo vagus. Vagus je živec, ki v latinščini pomeni vandrati, potepuh. In to je res, zaradi tega, ker kot vidite na tej sliki, se vagus razteza vse od možganskega dela v različne telesne organe. Ta informacija poteka dvostransko. In sicer, informacija je mehanska, recimo primer, kako poln je naš želodec ali kako prazen je naš želodec. Vse to zaznamo v bistvu in potem se informacija prenese v možgane. Ali pa kemična informacija, kakšen je pH našega črevesja, je bolj kisel ali bolj bazičen. Vagus nadzoruje v bistvu številne stvari. Eden izmed njih je recimo srčni utrip, kako hitro ali počasi dihamo, kakšen je krvni tlak, potem tudi nivo samega stresa in pa sproščenosti. In raziskovalci so se vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi pa sedaj mi prerezali vse povezave vagusa z črevesjem.
Sicer možgani in črevo ne komunicirajo zgolj preko vagusa, so tudi hormonske poti, endokrine poti, vendar je vagus tista direktna pot, najlažja pot. In ugotovili so, da tudi če bi prerezali vse poti, bi črevo še vedno delovalo optimalno, kot da ima svoj Zdaj pa, ker sem le psihologinja in me bolj zanima, kako naša prepričanja vplivajo na naše telo, sem že pred kratkim v bistvu slišala za eno zelo zanimivo študijo, ki se je izvajala na Stanfordu in se imenuje Milkshake študija. Raziskovalce je praktično zanimalo, če lahko naše prepričanje o hrani vpliva na to, kakšen je fiziološki odziv prehrane, kakšen je fiziološki odziv telesa na prehrano. In zbrali so vzorec udeležencev, ki je obiskal Stanford v 2 časovnih točkah. Ko so prišli prvi dan, so jim rekli raziskovalci, tukaj je dekadenten shake. Shake, ki mu lahko rečemo nebesa v kozarcu, shake, ki je vreden vsakega greha. Povedali pa so jim tudi, da ima ta shake veliko maščob, veliko sladkorja, veliko ogljikovih hidratov in da ima nekje približno 640 kalorij. Udeleženci so seveda, predvidevam, zelo zadovoljni ta shake spili. Nato pa so jim izmerili koncentracijo grelina v telesu. Kaj je grelin? Povem malce kasneje. Nato so udeleženci šli domov in se vrnili čez en teden. Tokrat pa so jim raziskovalci ponudili shake brez krivde, torej shake, ki ga lahko pijemo praktično vsak dan, ker nima sladkorjev, nima maščob in ima nekje 140 kalorij. Zopet so jim izmerili koncentracijo grelina v telesu in udeleženci so spet odšli domov. Sedaj pa, kaj je grelin? V akademski sferi mu pravijo tudi hormon lakote. Gre za hormon, ki se začne izločati iz črevesja, ko smo lačni. In njegov signal je nizka raven glukoze v krvi. Kot veste, glukozo telo uporablja kot primarni vir energije, da lahko delamo vsakodnevne aktivnosti. In ko zazna telo, da je nizka raven, se začne izločati grelin. Grelin po obroku pade. Kako pade, pa je odvisno od tega, kaj pojemo. Če smo cel dan lačni in imamo na voljo samo jabolko, grelin bo padel, ampak spet ne toliko zaradi nizke kalorične vrednosti jabolka. Zanimivo pa je tudi, da se grelin ne izloča zgolj ob nizki ravni glukoze v krvi, ampak tudi glede na naš osebni urnik prehranjevanja. Če ste oseba, ki zajtrkuje vedno ob 7, je kosilo ob 1, večerjo ob 5, je velika verjetnost, da se grelin začne izločati v skladu z tem notranjim urnikom. Torej včasih jemo, čeprav sploh nismo lačni, ker smo navajeni jesti ob takšnih urah. In kaj se je zgodilo v tej študiji? Ta študija je imela en ogromen preobrat. Nikoli ni bilo dekadentnega šejka, nikoli ni bilo šejka brez krivde. Vsi so pili isti šejk. Šel je za šejk, ki ima neko zmerno koncentracijo maščob, zmerno koncentracijo sladkorjev, nekje 300 kalorij. Praktično tako so lahko res videli, če ima naše prepričanje vpliv na to, kako padel bo grelin po obroku šejka. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da kadar so spili dekadenten šejk, je bil opad grelina dosti večji, kot takrat, ko so spili dietni šejk. Kar pomeni, da bo preteklo več časa, preden bodo udeleženci spet lačni. Ampak pazljivo, pili so isti šejk, šlo je zgolj za 300 kalorij. Ta študija osvetljuje en problem. Ni pomembno zgolj, kaj jemo, temveč tudi, da imamo občutek, da smo pojedli dovolj, da so naši obroki res kompletni, ker bomo le tako preprečili, da bi se nam po kosilu kaj zluštalo. Kakšna čokolada, kaj sladkega. Sedaj pa se bomo posvetili ljubezenskemu trikotniku. To je trikotnik med črevesjem, možgani in prehrano. V literaturi obstajata 2 hipotezi, ki še nista popolnoma potrjeni, ampak verjetno je, da ena izmed njiju velja. In sicer prva je ta, da ima prehrana direkten vpliv tako na črevesje, kot tudi na možgane. Druga pa je, da prehrana ima vpliv zgolj na interakcijo med črevesjem in možgani in jo lahko okrepi ali pa poslabša. Danes sem se odločila, da ne bom govorila o dietah, ne bom govorila o načinih prehranjevanja, ker sprožajo burne reakcije, vsak ima svoja mnenja in se bom raje posvetila skupinam živil. Prvo so prehranske vlaknine. Če se prehranjujete z veliko sadja, zelenjave, kompleksnih ogljikovih hidratov, žitaric, je velika verjetnost, da vnašate veliko prehranskih vlaknin. Telo ne more razgraditi teh prehranskih vlaknin
Zato tu nastopijo bakterije. Te dodatno razgradijo vlaknine v našem črevesju. Fermentiran stranski produkt pa so kratkoverižne maščobne kisline. Kratkoverižne maščobne kisline so alfa in omega zdrave prehrane. Imajo številne ugodnosti na naše telo. Poleg tega, da so hranilne, je še bolj pomembno, da izboljšajo naš imunski sistem. Kot zanimivost, 70% imunskega sistema leži v našem črevesju. Tako da kakršnokoli okvara črevesja, če ga ne podpiramo za optimalno prehrano, lahko že vodi v težave z imunskim sistemom. Prav tako pa te kratkoverižne maščobne kisline blažijo samo vnetje v telesu. Če se prehranjujete z veliko procesirane hrane, ne vnašate dovolj prehranskih vlaknin. Posledica je, da telo ne proizvaja dovolj kratkoverižnih maščobnih kislin, kar vodi v opustošeno sestavo črevesne mikrobiote, hkrati pa bakterije izgubijo na vitalnosti. Praktično imate bakterije, ki stradajo. In to vodi v številne bolezni. Polifenoli. Še ena skupina, ki jo zagotovo poznate. Gre za močne antioksidante. Najdemo jih v kavi, v čokoladi, najdemo jih v rdečem vinu, v gozdnih sadežih, torej v zelenjavi in sadju, ki ima barvo taka vijolična, temno rdeča. 90 do 95% antioksidantov naše telo ne more absorbirati. In tukaj zopet nastopijo bakterije, ki to delo opravijo namesto nas. Polifenoli pa imajo močne protivnetne in antioksidantne sposobnosti. Ko je naše telo pod stresom, ko ni podprto z optimalno prehrano, prihaja do oksidacije prostih radikalov. In tukaj nastopijo antioksidanti, ki to preprečujejo. Omenila bi še rada eno zelo zanimivo harvardsko študijo, ki se je izvajala leta 2012. Želeli so ugotoviti, ali imajo borovnice kakšen vpliv na spomin. Zanimivo. Ugotovili so, da kadar so udeleženci pojedli zgolj pest borovnic na dan, se je staranje njihovih možganov upočasnilo za 2 leti in izboljšale so se njihove spominske funkcije. Ker je v tej sobi kar nekaj študentov, predlagam pest borovnic pred izpiti. In še zadnji sklop, to je fermentirana prehrana. Marsikdo bi rekel, klin se s klinom zbija. Fermentirana prehrana je bogat vir živih bakterij. In v zadnjih letih želijo predvsem zelo raziskovati črevesje in njegov vpliv na ljudeh. Vse raziskave so večinoma potekale na miškah, ker lahko zelo kontrolirajo sterilnost njihovega okolja. Pri ljudeh je to zelo težko. In na Stanfordu so se lotili Gut Project, torej projekt črevesje. Želeli so dokazati vlogo prehranskih vlaknin na črevesje in zraven so potrebovali še eno skupino. S čim bi primerjali? In rekli so, pa dajmo za fermentirano prehrano. Kakšne so bile ugotovitve? Zbrali so 2 skupini udeležencev, različni, in prva skupina udeležencev je morala povečati vnos prehranskih vlaknin. Prejšnje prehrane niso spreminjali, ker so raziskovalci predvidevali, da če bodo povečali vnos prehranskih vlaknin, bodo tudi manj posegali po neki procesirani prehrani, ker so prehranske vlaknine nizkokalorične, hkrati pa imajo velik volumen. Počutimo se siti dlje časa. Druga skupina pa je morala pri vsakem obroku pojesti porcijo fermentirane prehrane. To je vključevala predvsem jogurte, navaden jogurt brez sladkorja, potem kimči, ki je fermentirana korejska zelenjava, kombuča, ki je v zadnjem času na slovenskem trgu zelo prisotna, kot tudi kislo zelje recimo. In kaj so ugotovili? Po 6 tednih se je v skupini z prehranskimi vlakninami zgodilo to, kar so pričakovali. Funkcija črevesja se je izboljšala, predvsem preko teh kratkoverižnih maščobnih kislin. Imunski sistem, to je bila pa zgodba malo drugačna. Odzivi so bili zelo individualizirani. Ugotovili so, da osebe, ki so že prej imele zelo raznoliko črevesje, veliko različnih bakterij, se jim je njihov imunski sistem izboljšal. Skupina, ki pa je imela slabšo črevesno mikrobioto že na začetku, pa je imela ali se je imunski sistem izboljšal ali poslabšal. Torej ni bilo nekih definitivnih odgovorov. Medtem pa v skupini z fermentirano prehrano pa se je zgodilo, da se je raznovrstnost črevesja zelo povečala. V črevesju imamo preko 1000 bakterij in njim se je to raznolikost bakterij zelo povečala, hkrati pa
pa je šlo vnetje na različnih inflamatornih markerjih zelo dolgo. In tako raziskovalci priporočajo, da povečamo vnos fermentirane prehrane, poleg seveda tudi prehranskih vlaknin, ki delujejo ugodno preko kratkoverižnih maščobnih kislin. Da pa razočara malce moški del populacije, pivo ni štelo kot fermentirana pijača. Zdaj pa, ker smo le na tednu možganov, bi se rada dotaknila tudi, kaj pa se dogaja v možganjih, ko se prehranjujemo. Zdaj velja ena taka provokativna teza, če smo res tako zelo svobodni pri prehranjevanju. Zdaj ljudje smo radi tako, ja, imamo svobodo, smo svobodni, drugi so malce bolj pesimistični, da nas nadzorujejo notranji procesi, za katere se niti ne zavedamo, da imajo vpliv na nas. In zdaj, kaj je res, kaj ni, še danes ni odgovor, pa se mogoče lahko odločite sami na podlagi tega kratkega dela, ki ga bom posvetila možganom. Na zgornji sliki je hipotalamus, natančneje ventromedialni hipotalamus. To je struktura v možganjih, ki deluje kot kontrolni center za lakoto in sitost. V njem je skupina nevronov. Če pride do okvare te skupine nevronov, se zgodi nekaj, kar se zgodi vsakemu Slovencu med tednom, med Božičem in Novim letom. Pokne od hrane. In to se tudi res zgodi, če raziskovalci namenoma okvarijo ta sklop nevronov v miškah, dobesedno pokne od hrane. Temu pravimo hiperfagija. Če nekako okvarimo drugo skupino nevronov, pa pride ravno do nasprotja, pride do anoreksije. Ljudem se enostavno hrana začne gabiti in ne želijo več jesti. Poleg tega se v arkoatnem nukleusu, ki je tudi eden predel možganov, nahajajo POMC nevroni. POMC nevroni so gas in bremza za lakoto in sitost. Izločajo alfa-MSH, to je en hormon, ki regulira naš apetit. In sicer, kadar je velika prisotnost alfa-MSH-ja v telesu, smo siti. Ne želimo jesti. In kar je zanimivo je, da lahko tudi mi kontroliramo alfa-MSH. Ne vem, če ste opazili, ampak v pomladnih in poletnih mesecih ljudje jemo dosti manj kot po zimi. Če ste se že to kdaj spraševali, kaj googlali, kaj gledali, velikokrat pravijo, da je odgovor v vročini. Ljudem ne paše jesti, ko je tako vroče, zato je tudi v restavracijah vedno hladneje. To je tudi sicer res, ampak obstaja še en bolj verjetni razlog, ki se skriva v alfa-MSH. Alfa-MSH se namreč začne izločati tudi takrat, ko prispe direktno sončna svetloba v naše oči. Oči so pravzaprav del možganov. Edini del možganov, ki je izven možganske skorje. V prvih tednih nosečnosti se oči enostavno izbuljajo in imamo jih zunaj. In ko direktna sončna svetloba pride v retino, ki je del oči, aktivira POMC nevrone, POMC nevroni začnejo izločati alfa-MSH in to zniža našo lakoto. In zaradi tega jemo dosti manj poleti, ker smo tudi dosti več zunaj. Nazadnje pa bi rada še omenila en hormon, to je CCK hormon. CCK hormon zaznava, kaj je v našem črevesju. Ko zazna, da je v našem črevesju optimalna količina aminokislin, aminokisline so gradniki beljakovin, in zadostna količina omega-3 maščobnih kislin, sproži signal in nehamo jesti. Tako da ni toliko o tem, da jemo, dokler ni krožnik prazen, ampak dokler CCK ne zazna, da smo telesu dali vse, kar potrebuje v tistem trenutku. Zato tisti, ki imate mogoče težave z sladkorjem, da se mu ne morete upreti, je mogoče trik, da pojeste dovolj aminokislin in omega-3 maščobnih kislin, ki bo naredilo okano. Depresija je v zadnjih desetletjih doživela svetoven porast, tudi v Sloveniji je vse več depresivnih pacientov. Zdravilo so antidepresivi. Antidepresivi so izjemno učinkoviti, vendar imajo številne stranske učinke. In raziskovalci vse več odkrivajo nefarmakološke načine zdravljenja depresije. In lotili so se tudi naloge, kakšen vpliv ima omega-3 maščobne kisline na depresijo. Zdaj, omega-3 maščobne kisline so esencialne maščobne kisline, ki jih ljudje ne moramo sami proizvajati, zato jih moramo nujno vnesti z prehrano. Bogat vir omega-3 maščobnih kislin so ribe, orehi, lanena semena, vendar je problem, da jih telo dosti manj absorbira. Zato se večina ljudi odločuje za dodatke, za dodajanje omega-3 preko bodisi olja rib, ribjega olja ali pa preko rastlinskega vira olja iz alg, ki je tudi primarni vir za ribe.
Ugotovili so, da imajo depresivni pacienti visoko vsebnost vnetnih citokinov, kar pomeni inflamacija v celem telesu. In zagotovo ste že slišali za serotonin. Serotonin je hormon sreče in znano je, da imajo depresivni pacienti dosti manj serotonina v telesu. Serotonin se tudi ne proizvaja sam v telesu, torej nimamo neke shrambe sreče, ampak mora se pretvoriti. Pretvori se preko triptofana. Triptofan je aminokislina, ki jo pridobimo z prehrano. Ko jemo prehrano bogato z beljakovinskimi živili, z kompleksnimi ogljikovimi hidrati, dobimo v telo dovolj triptofana. Triptofan se nato pretvori v serotonin. Kaj se zalomi pri depresivnih pacientih? Zaradi visoke prisotnosti teh vnetnih citokinov se triptofan ne more pretvoriti v serotonin, ampak se pretvori v kinorenin, ki pa je nevrotoksin, torej toksično. In ta nevrotoksin se nadalje pretvori v QA kislino. Ta pa je prodepresivna, kar pomeni, da še promovira nadaljnjo izražanje teh depresivnih simptomov. Zato je tudi zanimivo, večkrat slišimo, da depresivni pacienti zelo hlepijo po ogljikovih hidratih. To je ravno način telesa, ki sporoča, da vnesejo več triptofana, da se ga lahko pretvori v serotonin. Sedaj pa vprašanje, kje tukaj nastopijo omega-3 maščobne kisline? Omega-3 maščobne kisline se delijo na EPA in DHA. To sta dve podvrsti omega-3 maščobnih kislin in za nas je še posebej pomembna EPA. EPA ima izjemne protivnetne oksidativne sposobnosti in lahko dobesedno pogasi ta požar, ki ga povzročajo vnetni citokini. To pomeni, da se več triptofana pretvori v serotonin in to ima zdravilne učinke na depresijo. V zelo kontroliranih študijah in tudi v metaanalizi so potrdili, da 1 gram EPA, ampak pazljivo zgolj EPA, ne celotnih omega-3 maščobnih kislin, dnevno ima podoben učinek na depresijo kot antidepresivi. Tako da kar izjemno, da lahko storimo nekaj sami, ne rabimo v telo vnašati tujih produktov. Zagotovo ste že slišali za rek, zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan in zvečer kot berač. Zanimalo me je, če to drži. Če ni poleg tega, kaj jemo, če je pomembno tudi, kdaj jemo. In prišla sem do tega, da ima vsak organ, vsaka celica v našem telesu svojo uro. Če pogledamo evolucijsko, so naši predniki v bistvu bili podnevi aktivni, zvečer neaktivni. Na podlagi tega se je razvil notranji cirkadialni sistem. Cirkadialni sistem v latinščini izhaja iz besede cirkadiem, ki pomeni približno en dan. To pomeni, da vsak organ in vsaka celica v našem telesu točno deluje po principu 24 ur, brez tega, da bi jo zanimala ta rotacija planeta, po kateri delujemo ljudje. Ampak je vse to notranjo, endogeno. In v telesu imamo centralno uro, ta je v suprakiazmatičnem jedru, ta se nahaja v možganih in je kontrolirana predvsem strani dneva in noči. Torej deluje po principu, da ko gremo spat, se izloča v bistvu melatonin. Melatonin se izloča na podlagi svetlobe, ki jo dobimo v oči in zjutraj, ko vstanemo, se izloča kortizol, to je stresni hormon, da nas mobilizira, da vstanemo in nadaljujemo z dnevom in se prav tako aktivira na podlagi dnevne svetlobe. Centralna ura preko hormonov, sinaptičnih projekcij, simpatičnega in parasimpatičnega živčnega sistema komunicira z perifernimi urami. To so pa ure, ki se nahajajo v naših telesnih organih, naprimer v pljučih, v skeletnih mišicah, v adipoznem tkivu, v srcu in tako dalje. Na te periferne ure pa ima večji vpliv prehrana, predvsem hranila, kako kvalitetno jemo in pa telovadba, koliko se gibamo. Danes so naši cirkadialni ritmi zelo moteni. Gledamo serije pozno v noč, jemo nezdravo prehrano, premalo se gibamo, izmensko delo, potem recimo potujemo, pride do jetlaga in vse to vodi v bistvu v okvare in v moteno delovanje, na dolgi rok pa lahko tudi v številne bolezni. In v zadnjem času se je uveljavil en pojem in sicer kronoprehrana. Kronoprehrana pomeni, da se prehranjujemo na način, ki je usklajen z našim cirkadialnim ritmom. Cirkadialni ritem pomeni enostavno to, da se v telesu dogajajo vsi procesi, kadar je najbolj optimalen čas, da se izvajajo. In najbolj optimalen čas, da se izvajajo vsi ti procesi, je zjutraj. Če recimo jemo zjutraj, imamo višjo glukozno toleranco.
Kar pomeni, da tudi če pojemo nek visoko kaloričen obrok, bo raven sladkorja v krvi vseeno nižja, kot pa če bi ga pojedli ob 8 zvečer. Na podlagi tega se je uveljavilo postenje. Torej, večina ljudi se že prehranjuje po tem načinu, da se recimo prehranjuje 8 ur, recimo zjutraj od 7 pa do 2, nato pa se posti preostali čas. S tem optimizira svoj čas prehranjevanja in hkrati poskrbi, da se v telesu res izvajajo vsi ti procesi ob najboljšem možnem času. Recimo, kar je zanimivo, če damo isti osebi isti obrok zjutraj in zvečer, bo imel zjutraj ta obrok višji termični učinek, kar pomeni, da bo oseba, ne glede na to, koliko kalorij bo vnesla, bo poraba kalorij še vedno večja v prebavi, kot pa če bi recimo ta obrok pojedla zvečer. Tako da se priporoča, da se skoncentrira večino prehranskega vnosa v zgodnje jutranje ure. Tako da rek vsekakor drži in lahko v preteklosti najdemo kar nekaj zrn resnice. Končala pa bi z eno zelo zanimivo mislijo znanega govorca, guruja, ki je dejal: ko si lačen, imaš zgolj en problem, ko si sit, pa jih imaš milijon. Hvala za vašo pozornost. Če ima pa kdo še kakšno vprašanje, pa z veseljem.